Ženska iz Marylanda se zateče k skrajnim ukrepom, da ne bi zamudila. Prosimo, ne motite tega območja. Morda bom morala. Človek. Tako mi je žal. Boste aretirani. Razčlenjujemo nenavadno verigo dogodkov, kazenske obtožbe, ki so sledile, in razlago, ki jo je podala potem, ko so oblasti povedale, da je zapeljala v množico na festivalu. Sam priti moramo služba. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Miller. Videli smo zelo podobne primere, kot je primer Darryla Brooksa iz Wisconsina, in vemo, kako smrtonosno bi lahko bilo. V tem primeru motiv ni bil bes ali maščevanje. Voznik preprosto ni želel zamuditi v službo. Je 10. maj 2025, smo v mestu Laurel v Marylandu, približno 30 minut južno od Baltimora. Priljubljeni festival Laurel, Main Street, je v polnem teku. Po poročilih je to vsakoletni festival, ki privabi na tisoče ljudi. Dogodek so oglaševali več tednov. Prometni znaki so postavljeni, vendar je ena voznica precej razočarana, ker ne more zapustiti parkirišča pri svojem stanovanjskem bloku. A lahko to premaknem? Ne, cesta je zaprta. Ampak to vam pravim. In vsi ti prebivalci imajo samo eno pot ven. Razumem, ampak to je bilo napovedano. Ja. Zato so mi rekli, naj premaknem avto sem noter. Prav, ampak cesta je zaprta in ne moremo pustiti ljudi ven, v redu? V redu, kot sem rekla, se opravičujem, ampak bom zdaj to premaknila. Ne morete. Stožcev ne smete premikati, cesta je zaprta. 10 službojočih enot pri stropenih odpadkih. Opravičujem se za nevšečnosti. Z veseljem vam pokličem taksi. Mora obstajati še kakšna druga možnost? Ne bom vzela taksija vse do Virginije. Delam v Virginiji. Razumem in opravičujem se za nevšečnosti, ampak nažalost. Ni mi treba priti nazaj, samo ven moram. Moram ven. A lahko pokličete koga, da bi... Ne morem. Nažalost je več ljudi, katerim sem moral reči, da ne morejo ven. Ampak to je ena tistih situacij, ko te ne morem spustiti ven. Usediva se. Preveri pri gasilcih tam spodaj, verjetno ti bodo lahko pomagali. Res, ne želim kršiti nobenega zakona, ampak moram. Policijska uprava mesta Laurel je voznika identificirala kot 28-letnega Kaja DeBerryja Bostica. In razlog, zakaj se ji je mudilo, je bil ta, da ni želela zamuditi v službo. Zato je bila pripravljena priti tja na kakršenkoli način. Razumem, ne morem ti dovoliti, da to storiš. Ampak jaz sem enota. Tega ne moš premakniti. Pravim ti, zdaj... Moram iti v službo. Kaj želiš, da naredim? Kaj naj naredim? Moram iti v službo. Ne moreš ven. Pri tem ti ne morem pomagati. Prosim, ne motite tega območja. Morda bom morala. Človek. Tako mi je žal. Boste aretirani. 10 iz vozila poskuša prebiti cestno zaporo. Gre za 2. George Lincoln 4626. Ustavi se. Ustavi svoje vozilo. Ustavi se. 10-letna gospa, oprostite vsi. To je BMW 81107. Ustavi se. Ja. Zdaj smo pri 6. Ustavi se. Izstopi iz avta. Kaj? Izstopi iz avta. Stay or return. Red, hej. Samo poskušam dobiti informacijo, samo na delo moram priti. V redu. Ja, končal sem. Na srečo nihče ni bil poškodovan, a presenetljivo, Kaj pravi, da ni naredila nič narobe. V redu, vsi ste dobili poročila. Sam poskušam priti v službo. Živim v stanovanju. 10... Dajte nam 1046 od policije. On je šel. Nazaj. Moj bog, tukaj je. Tukaj je. V redu. V redu. Sprosti se.
Stoj! Samo ostani tukaj. 10:05, zavrvi tisto vozilo. Naveličana sem piva. Je to zrak? Jazz. Ne vem. V redu. Dotakni se me še enkrat. Sva. S svojimi rokami. Nehaj. Vse je posneto, nehaj. To je neprijetno. Moja mama je tam. Vse to je njeno. Stay Aratarani. Sedi. Ob steno, sedi. V redu, zdaj me lahko nehaš dotikati. Usedi se na zid. Torej, lahko dobim, ali imaš kakšne poškodbe? Kaj? Ali imaš kakšne poškodbe? Ne. V redu. Ustavi se. Sedi na zid. Samo še malo časa potrebujem. Word will. Word, well, aretiran si, zato nehaj. O moj bog, moj telefon. Samo pejdi domov. Da lahko dobiš moj telefon, zato me spusti. Spusti me. Pusti me, sam počnem iti v službo, stari. Nehaj. Sprosti se. Nehaj. Nehaj. Stari, daj mi. Sam poskušam iti v službo. Res, vse, kar poskušam narediti, je iti v službo. Zdaj ne boš šla v službo. V redu, lahko greš stran od mene? Boš nehala in sedla. Poskušam. Sedi. Lahko sediš, ne smeš vstati. Lahko sediš, ja. Jezus. Lahko sediš. Samo sedi. Ne greš nikamor, aretirana si. Ej, Koko, moram ven, ker moram v službo. In kdo ima moj telefon? Lahko pokličete mojo mamo? Ona je dobesedno v tem stanovanju. Ne. Nisem nameravala nikogar udariti. Skoraj si zbil 25 ljudi, ko si prihajal z ceste. Skoraj, kot da vse, kar si moral narediti, je bilo, da me poslušaš. In lahko bi odšel. Namesto tega si me rahlo zadev z avtom in se potem odpeljal po ulici, ter skoraj zbil 16, 15 ljudi. Kaj narobe s tabo? Poskušam priti v službo. V redu. Rekli smo ti, da ne smeš voziti. Lahko bi vzel Uber, ampak ne, ti si hotel peljati svoj avto ven na sredo ceste. In povedala sem ti svoje okoliščine. Torej, Tvoje okoliščine ne upravičujejo tvojega vedenja. Ne vidim, kaj sem naredil narobe. Ampak morda ti bo sodnik znal dopovedati. V redu, prav. Mi lahko snameš te lisice? Neudobne so. Pridržan si, greš v zapor. Hej. Nehaj me dotikati. Pa se spravi z mene. Sam nehaj me dotikati. V redu, pejdi ven. Ne bom šel s tebe dol. Tega ne bom naredil. Glede na tvoje obnašanje ne zaupam ničemur, kar rečeš. O moj bog. V redu. V redu. Nehaj to delati. Grem gor, poklical vas bom kasneje. Hej, ponovi to še enkrat. Kdo je? Ne vem. Še vedno lahko pošljete patrulno enoto za prevoz. To je načrtovana stvar. Njen moški spremljevalec je vprašal, ali lahko gre ven. Policiji s Kadiri jim je ponudil možnost, da jih bo pospremil. To je bilo pred več kot 1 uro, da jih spravi iz Sedme ulice. Takrat niso prišli ven, da bi to naredili. In ona je pravkar vse to naredila. Torej.
Pravkar sem videl dim, ki se je dvigal. Na delo. Še nimaš osebne izkaznice, kaj ne? Razen 28 značk ne, nimam je. Zato pa sprašujem. Lahko preveriš. Je v njeni torbici. Po poročanju Vuza 9 so Kaj aretirali le nekaj ur potem, ko je na prizorišču festivala eksplodirala propanska jeklenka. Moškega so odpeljali v bolnišnico, festival pa je bil za več ur preložen. Po poročanju naj bi uradniki izjavili, da ne verjamejo, da je bila eksplozija jeklenke namerna. Županja naj bi izjavila, da se zdi, da je bil incident posledica malomarnosti enega od prodajalcev med postavljanjem. Torej ja, v 2 urah je festival na glavni ulici v Laurelu doživel marsikaj. Torej ste se že prej srečali. Ne z njo, z moškim, pol, ne vem, fant, mož, karkoli. Ne, to se zjedo potem, ko smo ugotovili vse skupaj. Takoj se vrnem. Če pride ven, zdaj lahko avto spravimo ven, preden se pojavi Mason. Tega mi nihče ni povedal. Okoli 7, to pa je bilo pred 2 urama in pol. Ja, da. Ja. Imaš svoj aspirin in si ga zvil? Ja, nekdo je udaril. Ga zadnji del kolena in si mislil... Hotel sem razbiti okno. Mislil sem, da ima vrata zaklenjena in takoj, ko si jih odprl, sem bil samo da. Točka 9. Odkud je tisti velik džip? Ja, tam je večja okrepitev zadaj. Deset za Vilim 9 sprejeto. Lahko preveriš moj avto, prepričaj se, da je zavarovan in tudi nepoškodovan. Ja. Imaš. Mislim, da ne. Prepričal se bo. Da je. V redu, zdaj pa za sliko na mamini številki. Odrasel si. Koliko si star? Ni pomembna starost, pomembno je, kje je ona. Tam je. Kateri datum rojstva tukaj? 96, ja. Si odrasel. Nikoli nisem rekla, da nisem, samo pravim, da je ona tamle, dobesedno tamle. V redu, si odrasel. Živjo. Ne umikaj se. Ne umikaj se. Tega res ne potrebujemo več. V redu, ljudje so mi na kratko povedali o tem, torej očitno jo bodo odpeljali. Ja. Torej patrulja prihaja, da jo pobere. Oprosti. Nekoga, ki ima neposredno znanje o vsem, se pelje s patruljo, nekako gre noter, veš, uredi vse glede utemeljenega suma in vse to. Lahko pošljem Wagnerjevo nazaj, ker je očitno bila obveščena pred 2 urama. Njenemu fantu so povedali, da lahko avto odpeljemo ven. Pripelje se do mene. Rekla je, moram iti, moramo v službo. Živim v Menesesu. Rekel sem, lahko vzameš Uberja. Izstopi, strga dol trak, se vrne v avto, stopim pred avto, vlečem ven tablico in ji govorim, naj se ustavi. In me svojim avtom odrine s poti, potem pa se pelje proti vzhodu po glavni ulici. Peljala se je mimo mene, ljudi, jaz sem tekel za njo in gasilci so prišli ven in začeli tolči po njenem pokrovu. Potem pa preprosto ne morem verjeti, da je že konec. Ne vem. Moram reči hvala. Zelo sem se zabaval. To je uspelo. Ti si vodja ekipe, ampak kdo je drugi član tvoje ekipe? Verjetno bi mogel iti in to narediti. Ne morem. Ja, torej boš izbral in vse to, torej ti v redu, sam pejc s patruljo. In ko bo vse končano, jih pripelji nazaj. In bomo govorili, naj patrulja pokliče kogarkoli prej, da pride in opravi prevoz. Lahko spustiš nove dol? Redu. Stopala. Dol. Mechanic 3, Charlie, Ti si.
Greš v ta avto. Čokolada, to je Bog. Kaj je to? Person. Prosti. Lahko dobim nekaj sekund, preden grem? Grace, so v tem avtočevlji. So v avtočevlji. Ali so bili temnopolti ljudje zanje problem, veš? Oprostite, ja. Kje so Japonke? V redu. Dokončala, stari, je to tisto, kar ona želi. Ja, kakršenkoli čevlji. Hvala. Tam notri ni nobene omembe Japonk. To so Japonke, kaj ne? On jih ima. Končal je. Misija 10, Kenny in Ja, uspelo nam bo. lahko dobili. Nino. Medtem, ko snemam. Samo preveri, da boš prepričana. Te so dvojno zaklenjene, tako da se ti ne bodo zategnili, prav? Pozdravljeni. Ne vidim tega. Lahko vidiš nekoga? Moj bog, hvala. Imaš kaj v žepih? Tako da je v mojem žepu. Ja, dobro. Ja, to je dobro. Ja, to je dobro. Brez njim. Hej, ko si se prej ukvarjal s fantom glede situacije, ti ni problem to urediti. Ja, Seveda. in mi samo na kratko povej, kaj bo to danes zjutraj. Ja. Prej v bistvu, ja, mislim, da je šel do Wagnerja, vprašal ga je, ali lahko gre ven. In to je bilo na križišču 7. in glavne ulice. Prav. Ne, oprosti. Zaprto? Rajš, kasneje je prišel do mene. Petki? Ne more, kaj ne? Ja. Tako da je prišel do mene in v bistvu rekel, hej, moja punca mora iti v službo, jaz ne morem ven. In sem rekel, hej. Moral bi bil bolj pozoren. Ja, točno tako. Zato sem rekel, hej, bom šel govoriti s policistom. Rekel sem, ona zagotovo ne bo mogla ven, veš, čez nekaj ur. Ampak če pride zdaj ven, te lahko pospremim tja gor, če se policist strinja. In greš ven. On pa je rekel, super. Potem je šel noter, ampak nikoli več ni prišel ven. Tako da mislim, da je prišla ven, ker je bila pripravljena. Ampak bila je obveščena, ker sem govoril s fantom. Kako vemo, da je to njen fant? Ne vemo, razen tega, da je samo prišel. Pa ni rekel moja? Punca mora priti. Men. Sva zunaj. Nočem biti nikjer drugje na posnetku torej. Ne, samo poskušala je, fant je v bistvu poskušal spraviti jo ven. Ona bi morala iti ven, tako je bilo. Torej blokiram Tuxedo, ona bo to uredila. Ona bo to uredila, ne. Ampak hodim proti Tucsonu in tam so sodi s trakom čez. Ona se pripelje, rekel sem, oprostite, cesta je zaprta, rekla je, moram službo. Rekla je, lahko pokličete Uber ali kaj podobnega. Delam v Manassasu, bla bla bla. Prav je rekla, ne želim povzročati težav, ampak grem ven. In ona izstopi iz svojega avta, strga trak dol. Stopim pred njen avto, reče mi, naj se ustavi, da ne more iti. Začnem klicati registrsko številko, ona pa me samo odrine in odpelje po ulici. Tečem za njenim avtom, Wagner teče za njo, prideta do 6., ker poskuša zaviti na 6., ne, da bi vedela, da je vse zaprto, stožci, table in vse. Gasilci začne tolči po njeni havbi, potem jo je potegnil iz avta. Ampak, stari, kaj? Tega me je bilo strah, ker se je premikala kar hitro. Ne hitro, ampak dovolj hitro. Poveni, pokaži mu to. Ker ljudje ne. Skrbijo zase. Ja. Hej, naredi mi uslugo. Lahko govorimo z gasilci, s komerkoli, ki je bil tam spodaj. Če obstajajo kakršnekoli priče glede uporabe sile, lahko dobimo podatke o pričah. Kajda Barry Bostig je prepeljana v zapor, kjer se sooča z obtožbami, vključno z motenjem javnega reda, upiranjem aretacij in napadom na policista. Redo. Prosim, stopite ven. Pojdite naravnost skozi ta vrata. Imate pri sebi kaj, kar bi moral vedeti, preden vstopimo v to ustanovo? To je tisto, kar. O tem govorim. Sem iz plemena Apačev.
Samo sprašujem, ker bo prišel policist, ki vas bo preiskal. Ni mi treba. Sem policistka. Oprostite. Oprostite? Ne, grem skozi to. Trgovino, usedite se kar tukaj. Po poročilu USA 9 je sodnik po aretaciji Kai odredil, da ostane v priporu brez možnosti varščine. Spletni zapisi kažejo, da je bila Kai DeBerry Bostic kasneje izpuščena iz pripora. Septembra 2025 je sodnik obsodil Kai na 2 leti pogojne kazni. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.